Takole, ura je minuto čez drugo in mislim, da lahko začnemo, da maksimalno izkoristimo ta čas. Danes imamo na voljo natanko 1 uro, tako da predlagam, da začnemo, da nam na koncu ne zmanjka časa. Spoštovana evropska poslanka, gospa Romana Tomc, spoštovane učiteljice in učitelji, drage dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni na letošnji že 4. razpravi dijakov z evropskimi poslanci Če bi jaz odločal, na katerih se dijaki postavite v vlogo odločevalcev in evropskim poslancem predstavite svoje predloge ukrepov. Tudi letos v razpravi sodeluje vseh 8 evropskih poslancev iz Slovenije ter evropski komisar in na vsaki razpravi z enim izmed naših gostov obravnavamo eno izmed tematik, ki ste jih dijaki izglasovali kot pomembne, aktualne in zanimive za vas. Naše srečanje, kot vedno, pričenjamo s tehničnim obvestilom, in sicer, da se naš pogovor snema, tako da, če nimate večjih zadržkov, vas bom prosila, da kamere pustite prižgane, po želji, seveda po lastni presoji, je pa, kot veste, veliko lažje, če se vidimo, je nekako bolj skupinsko vzdušje, kljub temu, da nismo v živo. Danes se bomo pogovarjali o spopadanju z že skoraj 2 leti trajajočo pandemijo covida-19, z nami pa je evropska poslanka gospa Romana Tomc. Gospa Tomc, najlepša hvala za sodelovanje, hvala, da ste se nam danes pridružili in zelo veseli smo, da lahko z vami spregovorimo o tej izredno pomembni in aktualni tematiki, ki zdaj naša življenja ne samo spremlja, ampak tudi oblikuje že kar nekaj časa. Razpravo in naše tole srečanje pričenjamo z moderiranim pogovorom, v katerem bova s poslanko naredili uvod v to temo, nato pa gremo na tisti osrednji del, na vaše predloge, dragi dijaki in dijakinje. Tako da, gospa Romana Tomc, kot rečeno, čez manj kot mesec dni bosta minili 2 leti, odkar se v Sloveniji srečujemo s pandemijo, v Evropi oziroma Evropski uniji že minevata 2 leti in za začetek bi vas vprašala, kako uspešna je Evropska unija pri odzivanju na pandemijo covida-19 in na njene posledice. Ja, najprej en res lep dober dan vsem skupaj. Hvala lepa za povabilo, hvala, da lahko danes izmenjujemo tukaj mnenja o, jaz bi rekla, res neki temi, ki je izjemno pomembno vplivala na naše življenje. Če me vprašate, da ne bomo preveč dolgovezili, kako ocenjujem odziv Evropske unije v tej krizi, jaz bi rekla, da na začetku smo imeli vsi skupaj določene težave. Jaz mislim tudi, da nas je ta virus, katerega smo zaznali že kar nekaj časa, preden je dejansko prišel tudi v Evropo, vendarle presenetil. Pa ne bi bilo treba, da bi bilo tako, saj delujemo v globalnem svetu in lahko bi računali na to, da če se je virus pojavil na Kitajskem, potem bo slej ali prej prišel tudi do nas. No, tukaj smo zamudili, bi rekla, kar nekaj pomembnih mesecev, da bi se lahko bolje pripravili na krizo, in na začetku, ko se najbrž tudi še vsi spomnite, tudi tistih posnetkov, ki so nam jih pokazali iz Bergama, smo bili dejansko vsi v šoku in nekako naše odzivanje in ukrepanje ni bilo dovolj hitro. Ampak kljub vsemu, treba je upoštevati, da Evropska unija združuje res veliko držav z različnimi sistemi, različnimi pogledi, nismo rabili preveč dolgo, da pa so se ukrepi začeli. Evropska komisija je najprej priskočila na pomoč, bi rekla, z nekimi skupnimi dobavami, saj veste, bile so grozne težave z dobavo vsega materiala, od mask do vsega potrebnega materiala, ki so ga potrebovali tudi v bolnišnicah. In tukaj se je zelo lepo pokazala velika, jaz bi rekla, prevelika odvisnost Evropske unije od preostalega sveta.
Mi praktično nismo imeli dovolj opreme, da bi opremili z njo vse evropske bolnice, vse ljudi, ki tukaj živimo. To je prva, bi rekla, lekcija, ki smo se jo naučili in za katero zdaj skrbimo, da se ne bi ponovila. Ne smemo biti preveč odvisni od ostalih. Moramo poskrbeti za to, da imamo tiste najpotrebnejše stvari v bistvu na voljo v vsakem hipu, tudi v Evropski uniji. No, potem, ko je seveda se pokazalo, da bo potrebno zaradi te zdravstvene krize, ko je treba poskrbeti za zdravje in življenje ljudi, potrebno tudi zelo, zelo okrepiti delovanje našega gospodarstva, ker sicer bo gospodarstvo enostavno kolapsiralo. Smo začeli s sprejemanjem tudi zelo pomembnih in zelo obsežnih paketov finančnih pomoči. Najbrž poznate Sklad za okrevanje, kjer je na voljo ogromno denarja, za katerega so se, rekla, tudi borile vsaka država po svoje, da bi pridobile čim več sredstev in da bi s temi sredstvi seveda zagnali, najprej obdržali gospodarstvo nad vodo, potem pa pomagali tudi k razvoju gospodarstva. Pa ne samo gospodarstva, ta pomoč ni namenjena samo podjetjem, ampak je ogromno denarja namenjenega tudi za neposredno pomoč ljudem v različnih oblikah subvencij, ki se potem razdelijo med prebivalstvo. Moram reči, da je bila tukaj slovenska vlada relativno uspešna, dobili smo ogromno denarja, približno 10 milijard evrov, od katerih je del denarja nepovratna pomoč, to se pravi, nam jo ne bo treba nikoli vračati, del pa je v obliki kreditov, ki pa so pod izjemno ugodnimi pogoji, kar pa je seveda tudi pomembno. Tako da danes smo nekako v situaciji, ko smo tiste prve korake nekako prešli, pa vendarle, jaz sama občutim na svoji koži, kako je, ko potuješ čez različne države, ker moram pač vsak teden priti ali v Belgijo ali v Francijo, imam s seboj različne aplikacije naložene na telefonu, moram pokazati vedno, kadar prihajam v Belgijo ali kjerkoli drugo državo, tako imenovani Passenger Locator Forum, ki je različen za vsako državo. V državah so tudi različni pogoji za vstop, nekje potrebujejo, no, to PCT praktično potrebujejo povsod, ampak ta potrdila so različna, različen je tudi tretma glede karanten, glede vseh ostalih preverjanj. In to je ena izmed stvari, ki bi jih pa poudarila, da pa tukaj nismo uspeli se kljub temu, da smo enotna Evropska unija, da imamo enotni trg, da naj bi bila tukaj vsaj približno enotna pravila, tukaj se pa nismo uspeli poenotiti, zato še vedno prihaja do velikih, bi rekla, zmed, birokracije in upam, da bomo enkrat v nadaljevanju, če bo treba, uspeli tudi te stvari nekako spraviti na isti imenovalec. Sicer pa države v Evropski uniji počasi opuščajo te zelo restriktivne ukrepe. Velikokrat se sliši v naših medijih, da je imela Slovenija izjemno trde ukrepe, kar se tiče covida, predvsem glede gibanja ljudi, ampak lahko vam zagotovim, da v drugih državah so bili ti ukrepi še mnogo strožji. Dobra novica pri tem je, da ta kriza vendarle popušča, vendarle se počasi povsod vračamo v normalno življenje. Treba je še nekaj skrbnosti, treba je še mogoče kakšen mesec, dva zdržati, ampak napovedi glede tega pa so vendarle obetavne, tako da rekla, tukaj lahko ostajamo optimisti. Najlepša hvala. Prej ste omenili različne pogoje oziroma
potrdila, ki so potrebna za države članice EU. Nekaj o tem so razmišljali tudi dijaki, tako da bodo potem predstavili te svoje predloge. Jaz pa bi vam, preden gremo na predstavitev predlogov, še eno vprašanje zastavila, toliko še imamo časa. In sicer omenjali ste našo odvisnost oziroma potrebo po večji neodvisnosti od drugih držav. Kaj pa znotraj Evropske unije, kako ocenjujete solidarnost in enotnost držav članic pri spopadanju s pandemijo? Smo se odrezali dobro kot Evropska unija ali vidite kakšne možnosti za izboljšavo na teh dveh področjih solidarnosti in enotnosti? Ja, prav gotovo možnosti za izboljšave vedno so, čeprav Evropa je solidarna in smo si pomagali, predvsem takrat, ko je bila kriza na vrhuncu. Takrat lahko rečem, da imamo tudi recimo čisto osebne izkušnje s tem, kako so si države pomagale takrat, ko je bila recimo vprašljivo zagotavljanje dovolj velikih bolnišničnih kapacitet. Jaz recimo vem, da so v Belgiji morali ker ni bilo dovolj, čeprav imajo zdravstveni sistem zelo dobro razvit, pa vendar niso imeli dovolj kapacitet in so svoje bolnike vozili tudi na zdravljenje v Nemčijo, recimo. Tudi recimo prišlo je velikokrat do izposoje opreme potrebne za varovanje zdravja, od mask, ventilatorjev in vseh drugih stvari, ki so bile tukaj potrebne. Ampak govorimo tukaj zdaj v tistem času, ko je bila epidemija na vrhuncu. Na začetku pa je bilo kar precej drugače. Takrat, ko je bilo največje vprašanje, kje zagotoviti maske, so se dogajale zelo, zelo umazane stvari. Pravzaprav so se tudi fizično nekako kradle pošiljke po letališčih. Na Kitajskem, odkoder so prihajale največje dobave zaščitne opreme, so praktično neki, rekla, odposlanci posameznih držav skrbeli za to, da so se celo pošiljke, ki so bile namenjene na en avion, preusmerjale v druge države. Tako da na začetku smo pokazali, rekla, zelo, zelo veliko sebičnost in šlo je za to, kdo bo prej, kdo bo močnejši, kdo ima več denarja, kdo ima več zvez, in tukaj je solidarnost po moji oceni v veliki meri odpovedala. No, potem pa smo se zbudili in potem pa so šle stvari na bolje in države so si med seboj pomagale, tako da tukaj lahko ta drugi del ocenjujem kot dobrega. Tudi recimo ta sklad za okrevanje, katerega sem omenjala. Tukaj bodo države, tudi tiste, ki niso dovolj ekonomsko močne, pa ki potrebujejo pomoč na račun drugih, dobile svoj delež, tako da Evropa, lahko ocenjujem, je še vedno solidarna in še vedno zagotavlja tudi pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo, in to pomoč seveda nudijo tisti, ki so bolj razviti. Tako recimo države, ki veliko vplačujejo v proračun, se na nek način odpovedujejo tako velikemu deležu, kot bi jim sicer pripadal, glede na njihova vplačila, na račun tistih, ki ne vplačujejo tako veliko, pa so recimo še danes neto prejemniki evropskih sredstev. Solidarnostni princip je eden temeljev delovanja Evropske unije in lahko rečem, da smo ga uspeli ohraniti in da zaenkrat še ni ogrožen. Hvala, to je lepo in pomirjujoče slišati, da smo na tej poti solidarnosti in da smo se uspeli nekako tudi tukaj konsolidirati. Najlepša hvala, midve sva, mislim, da en zelo dober vsebinski uvod naredili v današnje predloge. Zdaj pa ste na vrsti vi, dijaki. Za današnjo razpravo smo prejeli predloge kar 23 različnih šol. Na tej razpravi pa bo predloge predstavljalo 9 šol zaradi omejenosti s časom. Dijaki ste pripravili super predloge, ki se nanašajo na eni strani na ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, na ukrepe za spodbujanje cepljenja, na drugi strani pa tudi na ukrepe za naslavljanje posledic
epidemije na zelo različnih področjih, od gospodarstva in zdravstva pa vse do šolstva in okolja. Tako da se veselim, da slišimo vaše predloge, da slišimo, kako razmišljate vi. Kako pa bomo to počeli, tako kot ponavadi. Razdelila sem vas v 3 sklope, v vsakem sklopu ste 3 šole, tako da jaz vas pokličem k besedi, 3 šole predstavite vaše predloge, potem damo poslanki približno 5 minut za komentar tega sklopa predlogov, potem gremo na drugi sklop, spet 3 šole predstavite vaše predloge, 5-minutni poslankin komentar in še zadnji sklop. Ko vas pokličem k besedi, si prosim vklopite mikrofon in kamero, ko predstavite, si izklopite. Če boste imeli kakšno repliko potem na poslankin komentar, dajte to napisati v chat, jaz vam potem dam besedo, vsi pa saj veste, zaradi omejenosti s časom lahko privoščimo po maksimalno eno repliko. Vse ostalo poskušamo razrešiti ali na koncu ali pa potem preko elektronske pošte. Tako da brez odlašanja gremo na prvo skupino. Danes bodo predloge oziroma predstavitve otvorili dijaki Gimnazije Ormož. Lepo vabljeni k besedi. Torej, lepo pozdravljeni. Sem Jerca Vesenjak in prihajam iz Gimnazije Ormož. Danes pa vam bom predstavila predloge naše ekipe o spopadanju s pandemijo COVID-19. Torej, uvedli bi spremembe v maturi za vse, ki so se dlje časa šolali na daljavo, saj menimo, da bi bile potrebne prilagoditve, saj je količina in kvaliteta predelane snovi drugačna oziroma manjša, kot je bila v preteklih letih. Poiskali bi drugačne rešitve pri sledilni aplikaciji za COVID, starejša populacija namreč nima tako napredne tehnologije oziroma je ni vešča, vsak posameznik pa tudi noče v aplikacijo vnesti podatkov o tem, da je okužen s COVID-19. Uveljavili bi obvezno cepljenje za ljudi nad 50 let, razen za tiste, ki bi imeli zdravstvene omejitve za cepljenje. Veljalo bi poenoteno evropsko potrdilo v vseh evropskih državah, veljali bi poenoteni pogoji za prehajanje mej, se pravi prebolel, polno cepljen, testiran, povsod bi veljalo potrdilo o zadostni ravni protiteles, kar bi posameznik preveril na preiskavi. Meja bi morala biti primerljiva s količino protiteles pri polno cepljenje oziroma takoj po prebolelosti posameznika. Temeljito bi premislili in raziskali smiselnost oziroma pozitivne učinke cepljenja pri otrocih od 5. pa do 12. leta starosti. Na podlagi trenutnega zanimanja bi lahko predvideli, koliko cepiva za otroke od 5. do 12. leta bo uporabljeno do izteka roka uporabe cepiva. Ostanek, ki ga po predvidenih ne bomo uporabili, bi donirali državam v razvoju. Države bi ponudile enotne subvencije malim podjetjem, samostojnim podjetnikom in družinskim podjetjem, ki so jih prizadeli ukrepi zaradi epidemije COVID-19. Omejitev delovanja gostilskih lokalov do 22. ure bi odpravili, saj ta škoduje že tako oslabljenemu gostinstvu, tudi sicer bi ukrepe spremljali po tehtnem premisleku in posvetovanje z različnimi strokovnjaki. Turistične agencije bi lahko še naprej organizirale potovanja, le v manjšem številu upoštevanju pogoja PCT, saj življenja ne moremo kar ustaviti. Pod strogimi pogoji bi dovolili tudi zbiranje na kulturnih prireditvah. Hvala lepa. Najlepša hvala, Jerca, za vaše predloge na zelo raznolike in na različnih področjih, od solidarnosti do pogojev za udeležbo v javnem življenju, prehajanje meja in tako naprej. Najlepša hvala. Naslednjo k predstavitvi vabim Gimnazijo Bežigrad. Izvolite. En lep pozdrav. Jaz sem Rebeka Casarman in predstavljam Gimnazijo Bežigrad in vam bom predstavila naše predloge za spopadanje s pandemijo COVID-19. Pandemija COVID-19 je naša življenja popolnoma spreobrnila na glavo. Čez noč smo se bili primorani privaditi na vzpostavljene ukrepe, ki naj bi nam bili v pomoč pri omejevanju širjenja okužb, vendar smo danes na žalost še vedno v podobni situaciji kot na začetku. Na Gimnaziji Bežigrad smo razmišljali o predlogih, ki bi morebiti lahko olajšali naše spopadanje s pandemijo in nas čim hitreje vrnili v normalen potek življenja. Veliko mladih poroča, da se je njihovo mentalno zdravje v obdobju COVID-a izredno poslabšalo, še posebej, ko so doma v karanteni. Zato menimo,
da bi se morale okrepiti ali na novo vzpostaviti stalne klicne linije s strokovnjaki, ki bi bili pripravljeni na pogovor po telefonu ali preko videoklica. Informacije o takih klicnih centrih bi se morale tudi veliko bolje oglaševati in razširiti med mlade. V zadnjem času smo zaradi velikega števila karanten opazili resno pomanjkanje kadra v šolstvu, zato bi morali spodbujati vključevanje študentov pedagogike v poučevanje, tako kot se je to naredilo s študenti medicine o pomanjkanju zdravstvenega kadra, saj bi s tem izredno razbremenili delo profesorjev in tudi samih vodstev šol. Prav tako menimo, da bi se Evropska unija spet morala poenotiti glede covidnih potrdil, saj imamo na mejah zaradi tega velike težave. V Sloveniji trenutno brez napotnice zdravnika na PCR test ni možno priti, zato za potrdilo o prebolelosti velja že hitri antigenski test, vendar to potrdilo velja le v Sloveniji, za prehod v druge države pa ne. Državam članicam je torej prepuščeno preveč avtonomnosti pri odločanju, kar je bilo v zadnjih 2 letih razvidno predvsem pri odpiranju in zapiranju mej ter določanju o samih ukrepih za zamejevanje. Zato bi morala EU že od samega začetka imeti poenotena pravila, ki bi veljala za vse. Pandemija COVID-19 je svetovna pandemija, zato ni pomembno ohranjanje vezi le znotraj EU, temveč s celim svetom. Bolj razvite države bi se torej morale poenotiti z manj razvitimi, na katere so gospodarska in ekonomska kriza najbolj vplivali, in jim pomagati pri okrevanju. Tako bi se na primer presežki cepiva v nekaterih državah razdeljevali državam v razvoju. Slabo sodelovanje ali pomanjkanje le-tega privede do še očitnejših razlik med državami in tako gospodarsko še bolj prizadene tiste, ki so manj močne. Ker pa je dejstvo, da se moč pandemije le počasi umirja, kar je potrdila tudi Svetovna zdravstvena organizacija, bi se morala EU bolj osredotočiti na področja, ki so bila med krizo zanemarjena, na primer globalno sogrevanje. Potrebne pa so tudi same okrepitve ekonomije in gospodarstva, saj več kot očitno, da iz vidika na pandemijo nismo bili pripravljeni. Ne smemo si dopustiti, da zaradi naše nespametnosti v prihodnosti spet pride do takšne krize. Hvala. Najlepša hvala, Rebeka, za vaše predloge. Tudi vi ste omenili poenotenje covidnih potrdil in solidarnost, niste pozabili niti na duševno zdravje. So pa, podobno kot vi, razmišljali o področjih, ki so trenutno zanemarjena, tudi na drugi gimnaziji Maribor, in poslušajmo, kakšne predloge so pripravili tam. Druga gimnazija Maribor, vabljeni. Dober dan, torej sem Nika Varuščič in prihajam iz druge gimnazije Maribor. Mi smo razmišljali nekako malo bolj o bistvu posledicah, ki jih je pandemija pustila, in smo se osredotočili na okolje. Saj v bistvu danes bi lahko rekli, da je maska postala kot nek nov kos oblačila, nek nujen modni dodatek, brez katerega enostavno ne gre. Raziskave pa so pokazale, da je vsak dan odvrženih več kot 1300 milijonov kirurških ali pa drugih mask za enkratno uporabo. Vendar niso pa problem samo maske, temveč bi lahko rekli, da vsi odpadki, ki so predvsem plastični in katerih količina se je bistveno povečala med pandemijo. In ker vse te produkte trenutno potrebujemo in se pravi za preprečevanje širjenja virusa in ne moremo zmanjšati potrebe po njih, je potrebno poiskati druge alternative. Tukaj smo razmišljali, da bi prepovedali restavracijam in dostavljalcem hrane, da pakirajo svoje izdelke v plastično embalažo, saj se je namreč zaradi zaprtja in obratovanja gostinskih lokalov povečalo število podjetnikov, ki se odločajo za dostavo hrane, kar je še dandanes, ko je torej konec lockdowna, to zelo razširjeno. Torej predlagamo, da bi uporabljali papirnato ali kakšno drugo bolj trajnostno alternativo. Enako bi uveljavili tudi za trgovine, ki pošiljajo oblačila ali pa druge produkte, večinoma v plastični embalaži, saj enostavno ne vidimo razloga v tem, da je en kos oblačila zavit v 2 ali celo več slojev plastike. Ker pa je seveda ta proizvodnja drugih materialov in uporaba dražja in ker bi se s tem tudi dvignili obratovalni stroški podjetij, predlagamo začasne subvencije,
ki se pravi za uporabo teh materialov in hkrati na drugi strani višje tarife za uvožene izdelke, ki so pakirani pretežno v plastično embalažo, da bi s tem v bistvu dvignili povpraševanje po lokalnih izdelkih in zaščitili domačo proizvodnjo v vsaki izmed držav članic. S tem bi nekoliko v bistvu zajezili to prekomerno proizvodnjo in uporabo plastičnih izdelkov, ki pa resno ogrožajo trajnostni razvoj in s tem naš planet. Hvala. Hvala lepa, Nika, da ste razmišljali tudi o posledicah pandemije na tem zelo pomembnem, ne samo za danes, ampak tudi za prihodnost področju. Tako, mi smo prišli skozi prvi sklop in besedo predajam gospe evropski poslanki Romani Tomc. Približno 5 minut imava na voljo, vem, da je malo, ampak za en komentar skupni vseh 3 predlogov. Izvolite. Ja, hvala lepa za te predloge, za katere lahko rečem, da so res na mestu in sama bi jih z veseljem vsaj veliko večino tudi potrdila. Vsi ste skoraj omenjali enotna covidna potrdila, to je tudi tisto, na kar sem jaz sama opozorila, imam tudi sama s tem zelo velike težave, in takoj podpišem, da bi bilo prav, da bi imele vsaj vse evropske države, če ne že še kdo zraven, v preostalem delu sveta enaka covidna potrdila. In da bi veljali enaki pogoji za prehod meja. Ampak vam lahko tudi tukaj iz lastnih izkušenj povem, da če bi v Sloveniji veljala tako stroga pravila glede tega, kaj se je treba držati v primeru covida ali izpostavljenosti, potem bi imeli, bi rekla, v Sloveniji kar veliko težav in jaz mislim, da ljudje ne bi pristali na tako stroga pravila. Tako recimo jaz vam povem svojo izkušnjo iz začetka epidemije, ko sem kljub temu, da jaz sem že 3-krat cepljena, takrat je bilo to 2-krat, je bilo to dovolj za prehod meja, ne glede na to, da sem bila cepljena in da sem bila seveda negativna. Ko sem prišla v Belgijo, morala biti v karanteni in po določenih dneh narediti še enkrat potrditev negativnega testa. Tega v Sloveniji nikoli nismo imeli. Skratka, zagovarjam enotno potrdilo, seveda pravila bi morala biti pa nekako življenjska, da bi jih lahko v vseh državah zadostili. Šla bom mogoče, tukaj sem si zapisovala, kaj ste rekli, pa bi šla od zadaj nazaj, kar je povedala Nika, mi je bilo zelo zanimivo glede okolja. Jaz se strinjam, da s temi maskami in kolikor jih vidite tudi po tleh, ne samo v smeteh, je resnično grozna situacija. Se strinjam tudi za vso to embalažo, ki jo uporabljamo v preveliki količini, ampak po drugi strani bi pa vam tukaj nazaj ponudila en izziv. Rekli ste, da bi na nek način prepovedali celo proizvodnjo ali pa omejili proizvodnjo in določili, v kaj lahko proizvajalci pakirajo ali pa ne pakirajo, celo uvedli neke tarife za uvoz izdelkov. Ampak stvari so malce bolj kompleksne. Glede prepovedi proizvodnje in vse te količine izdelkov, ki jih naročamo domov, od hrane pa do oblačila, kar je zelo, zelo popularno med mladimi, pa se je treba najprej vprašati, ali je res nujno, da je naše povpraševanje po teh izdelkih tako veliko. Veste, ker če ni povpraševanja, potem tudi proizvodnje in ponudbe ni. In če bi morda namesto, da bi prevečkrat naročili hrano na dom, poskrbeli za to, da bi nabavili hrano pri lokalnem kmetu in si sami skuhali doma, bi tudi sami lahko pripomogli k zmanjšanju te odpadne embalaže. Enako velja tudi za oblačila. Jaz imam doma primere mladih, mojih otrok, ki tudi naročajo po spletu in mirne duše seveda naročijo paket ali 2, saj nič hudega, bomo pa to vrnili,
In ta potrošnja, potem, ki jo mi spodbujamo s svojim načinom obnašanja, potem seveda vpliva tudi na to, da je proizvodnja velika. Tako da imamo mogoče tudi sami kakšno domačo nalogo, da poskušamo znižati to pretirano potrošniško obnašanje, ki vodi tudi do tega, da pretirano obremenjujemo okolje. Omenjene so bile tudi razne subvencije za mala in srednja podjetja, ki so utrpela recimo pač škodo zaradi covida, ker je zaradi tega so poslovala slabše. Zdaj, najbrž veste, ste seznanjeni tudi za ukrepi vlade na tem področju. Slovenska vlada je tukaj naredila res ogromno, da je omogočila pravzaprav subvencije od financiranja, sofinanciranja, skrajšanega delovnega časa, ostajanja doma, dela od doma, pa tudi čisto direktno do povračila izpada prihodka, ki so ga imela ta podjetja. Ti ukrepi slovenske vlade so pripeljali do tega, da je Slovenija iz te krize gospodarsko in socialno gledano išla kot zmagovalka. Glejte, celo revija The Economist, ki šteje za neko ugledno revijo, nas je Slovenijo razglasila za drugo najboljšo, ne samo v Evropi, ampak na svetu, po učinkih oziroma učinkovitosti spopadanja s krizo. Mi smo v času krize ravno zaradi ukrepov vlade pravzaprav padli po gospodarski rasti manj, kot so padle ostale evropske države, smo bili boljši od povprečja in tudi danes smo se iz te krize pobrali hitreje in naša napovedana gospodarska rast je višja od evropskega povprečja. To se pravi, kar je lahko naredila država v njenem imenu, vlada, smo, lahko rečem, opravili z kar odliko. Tukaj se pravzaprav težko karkoli pritožujemo. Recimo v Belgiji je bil ta gostinski sektor in prireditveni zaprt 2 leti pravzaprav v celoti. Tako da lahko rečem, da še enkrat ponavljam, v Sloveniji so bili ti ukrepi precej milejši kot drugje. Je pa treba se vedno vprašati, vlada mora odločati, vlada ima na voljo seveda svetovalce, posvetovalne skupine iz različnih področij. Ena je posvetovalna skupina, vidite, dr. Logarjevo, ki stalno nastopa tudi po televiziji, ki skrbi za ta zdravstveni del. Drugi strokovnjaki pa tudi skrbijo za to, da v tem času, ko rešujemo zdravstveno krizo, gospodarstvo ne zamre. In treba je poiskati en najboljši model tukaj nekje vmes. Ker seveda najbolj enostavno bi bilo in najhitreje bi se v bistvu uspešno spopadli z zdravstvenim delom krize, če bi enostavno vse zaprli za nekaj časa. Ampak tako ne gre, ker stvari morajo biti odprte, življenje mora teči dalje, gospodarstvo mora živeti dalje, tako da tukaj vmes je treba poiskati en dober recept in jaz mislim, da smo ga v Sloveniji vsi kazalci tako kažejo, ta recept tudi našli. Danes imamo dobro odskočno desko, dobro osnovo za nadaljnji razvoj, tudi še vedno na voljo dovolj denarja iz sklada za okrevanje, to se pravi evropskega denarja. Gospodarstvo je v času krize delalo dobro, ne glede na to, da se govori marsikaj, gospodarstvo je ustvarjalo dobičke, vplačila v proračun so zelo velika, zato si lahko, bom rekla, privoščimo tudi tisti del, ki pa se mu reče socialna država in poskrbimo v tej krizi ali pa tudi v nadaljevanju za najšibkejše. Še da končam s tem, zelo se strinjam za pripombo, mislim, da je Rebeka to izpostavila, pa tudi drugi, da v tem covid času zaradi ostajanja doma, zaradi karanten, zaradi dela od doma, je zelo, zelo trpelo mentalno zdravje ljudi.
tukaj je zaznati veliko poslabšanje, spet ne samo v Sloveniji, to je splošen vseevropski svetovni problem, poslabšanje mentalnega zdravja. In lahko rečem, da teh linij, o katerih govorite, je ogromno. Je bilo tudi namenjeno precej denarja za to, okrepile so se socialne službe, ampak mislim, da bi bilo tukaj treba narediti še več. Da tukaj imamo še nekaj, kar možnosti, da pomagamo ljudem, da bi tudi z tega mentalnega stališča, z tega dela, da bi psihološko prešli to krizo bolje, da bi lahko še nekaj naredili. Ok, najlepša hvala za komentar. Jaz upam, da ste dijaki in dijakinje dobili nekaj odgovorov na vaše predloge, seveda pa jih je ogromno, tako da na čisto vse ne gre. Mi gremo naprej na drugo skupino, da nam ne zmanjka časa. V drugi skupini bo naš digitalni virtualni oder otvorila Gimnazija Nova Gorica. V predstavitvi vabim Jano in Kemala, izvolite. Jana, mislim, da te ne slišimo. Ne. Lahko, če ne jaz na mesto. Zmenjeno. Dober dan, jaz sem Kemal Asanovski, sem pač iz Nove Gorice, iz Gimnazije Nova Gorica. Torej, naši predlogi so, ta prvi je poenotenje ukrepov na ravni EU, kar pomeni, da ta predlog v bistvu poudarja složnost Evrope, da bi v vseh članicah Evropske unije veljali poenoteni ukrepi. Te bi preprečili razlike med posameznimi državami in posledično zmedo prebivalcev pri prehajanju menj. Temelje bi lahko predstavljali ukrepi držav, ki so trenutno najuspešnejši pri spopadanju s pandemijo, te dokazujejo, da se ob upoštevanju predpisov da posledice omiliti. Naš drugi predlog je testiranje v šolah. Torej, menimo, da bi lahko negativni hitri testi bili opravljeni v šoli, veljali tudi za vse druge dejavnosti, tako bi zmanjšali vrste pred testnimi centri in se s tem onemogočili morebitne širjenje virusa. Ob sprejetju tega predloga bi bilo lahko seveda potrebno poudariti strog nadzor profesorjev oziroma pooblaščenih pri testiranju, da ne bi prihajalo do kršitev. Prav tako bi enkrat na teden testiranje uvedli še za prebolele in cepljene, se lahko tako izključimo možnost širjenja okužbe, ki jih s trenutno ureditvijo spregledamo. Tretji predlog je obveščanje javnosti o ukrepih. Torej, novi ukrepi bi bili takoj po sprejetju objavljeni na uradni spletni strani, na primer na spletni strani NIJZ-ja. S tem bi lahko preprečili nevšečnosti ob hitrem spreminjanju ukrepov, če bi bili vsi pregledno zbrani na enem mestu. Hitro in verodostojno obveščanje bi pa povečalo upoštevanje ukrepov, kar je ključno pri spopadanju s pandemijo. In naš četrti in zadnji predlog pa je testiranje ob javnih dogodkih. Predlagamo, da uvedbo obveznega testiranja za vse udeležence pred velikimi javnimi dogodki, kot so koncerti in festivali. Ukrep bi lahko veljal ne glede na stanje v državi, izvajal pa bi se pred udeležbo na dogodku. Na ta način bi vsaj nekoliko preprečili širjenje virusa, do česar lahko pride na prireditvah, na katerih se zbere veliko ljudi. Tako bi omogočili tudi varnejše druženje in zabavo. Hvala. Najlepša hvala, Kemal in Jana, ker vem, da si se tudi ti pripravljala. Mi je zelo žal, da nam ni uspelo in upam, da bo še kakšna priložnost, ko se nam boš lahko oglasila tudi ti. O tem, kako lahko širjenje okužb zamejimo v javnem življenju in na kakšen način to javno življenje poteka, pa ste razmišljali tudi na Biotehniškem centru Naklo, tako da bi vas prosila za predstavitev. Izvolite. Ja, pozdravljeni, najlepša hvala za besedo. Mi smo razmišljali v primeru, da karantene bi mogle biti v primeru rizičnega stika za vse, tudi za cepljene ljudi, ker tudi cepljeni konec koncev prenašamo virus. Državljane bi bilo potrebno prepričati o nujnosti spoštovanja karantene, hkrati pa bi morali tudi povečati nadzor pri spoštovanju nošenju mask, ker opažamo, da večina dijakov nosi maske pod nosom, ker ni pravilno nošena maska. Zato bi morali povečati nadzor oziroma število inšpektorjev,
Hkrati pa smo razmišljali tudi o povečanju kazni za kršitelje, da bi še dodatno spodbudili ljudi k upoštevanju. Razmišljali smo, da bi morale biti obvezne maske FFP2, bi pa morala država subvencionirati nakup teh mask. V šoli bi se morali vsi testirati 3-krat na teden, tako kot zdaj. V tem primeru tudi ne bi bile potrebne nositi mask v šoli in da bi povečali odstotek cepljenih v državi, bi morali vsi cepljeni dobiti nekako finančno nagrado, naprimer, kot smo jih dobili v leta 2021 v obliki bonov, bi lahko s tem povečali odstotek cepljenih. Hvala. Najlepša hvala, Nika, za vaše predloge. In gremo še na gimnazijo Litija, ki je prav tako pripravila nekaj predlogov, kako preprečevati širjenje okužb. Izvolite. Pozdravljeni, jaz sem Lovro Klinc iz gimnazije Litija. Smo pa razmišljali o 3 glavnih predlogih, kako bi zamejili pandemijo COVID-19. Eden prvih je bil, da bi bili ukrepi javno in dovolj vnaprej določeni, da bi javnosti dali dovolj časa, da se nanje tudi pripravijo in bi bil tudi odziv in spoštovanje teh ukrepov boljše. Nek drug predlog, ki smo ga imeli, je bil, da bi ob pričetku pandemije se uvedlo popolno zaprtje, zato da se okužbe sploh ne bi mogle začeti širiti in bi se nekako pandemija ustavila že v prvih fazah. Zadnji ukrep, o katerem smo razmišljali, je bilo pa, da bi namesto spodbujanja cepljenja s 3. odmerkom v ekonomsko stabilnejših državah raje cepiva razdelili tudi po celem svetu, da bi povsod imeli možnost dostopnega cepljenja. To so pa nekako glavni 3 ukrepi, ki mislimo, da bi najbolj pomagali pri zamejitvi pandemije. Najlepša hvala, Lovro, tudi za vaš prispevek v obliki teh 3 ukrepov. Gospa poslanka, en predlog, če bi se z njim strinjali, ker so bile te 3 predstavitve krajše in ker dijaki razmišljajo glede enih ukrepov podobno, bi morda, če ste poslušali še naslednje 3 predstavitve in potem naredili rajš daljši komentar, kjer lahko malo bolj zaobjamemo to skupaj, da ne ponavljamo potem, ker imamo tudi samo danes mičken manj časa na voljo. Imam vašo potrditev? Super, hvala, najlepša hvala. Potem pa gremo še na zadnje 3 predstavitve in sicer bi prosila Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor, da nam predstavite, kaj ste razmišljali vi in kako bi se vi spopadli s pandemijo. Izvolite. Torej, lepo pozdravljeni vsi prisotni. Sem Tamara Dvoršak iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Zelo me oziroma nas veseli, da naše predloge spremlja, posluša evropska poslanka, gospa Romana Tomc. Torej, pandemija, strah, osamljenost, nejasnosti. Na drugi strani pa upanje, rešitve, znanost, zaupanje, tudi zmeda, predvsem pa želja po vsem, da se vse že enkrat konča. Vse to se sliši, ko razpravljamo o pandemiji COVID-19. Menimo, da je ključnega pomena v tem težkem času duševno zdravje, ki še kako vpliva na fizično zdravje posameznika. Prav duševnem zdravju bi morali v tem težkem obdobju posvetiti več pozornosti, s tem pa bi zmanjšali številne stiske in preobremenitve zdravstvenega sistema. Morda nam Slovencem primanjkujeta v teh situacijah kanček več odgovornosti in pa samoiniciativnosti. V veliki meri pa bi omenjeno situacijo lahko izboljšali z zgledom, odnosom in pa retoriko strani ljudi, ki so v družbi ključnega pomena, strani ljudi, ki smo jih v tem obdobju v bistvu spremljali bolj kot kadarkoli prej. To so ljudje iz zdravstvene stroke, seveda tudi državni odločevalci. Tudi šolstvo tukaj ni izvzeto. Pa mediji. Novinarji bi vsekakor morali biti manj senzacionalni in bolj humani pri poročanju o tej res težki situaciji, v kateri smo se znašli. Tako bi pomembnost odgovornosti do pandemije razumel prav vsak državljan. Ob vsem tem pa je seveda še kako pomembna preventiva. Nošenje maske je del te preventive, všeč to nekomu ali pa ne. Prav tako sem sodi tudi razkuževanje, ohranjanje varnostne razdalje, saj lahko s takšnim odgovornim ravnanjem ščitimo sebe, ter seveda tudi ljudi, ki so na primer imunsko oslabljeni ali kronično bolni, ampak to tako ali tako že vsi vemo. Verjamemo seveda tudi stroki, ki nas usmerja k cepljenju kot rešitvi, ki lahko pripomore k zmanjšanju težkega poteka bolezni in kar si vsi želimo k koncu te pandemije, a vendar naj to ostane odločitev vsakega posameznika. Če bi mi odločali o spopadu s pandemijo, bi ohranili že vse predlagane rešitve, ki sem jih omenila, torej zgled, odnose in retoriko strani strokovnjakov in državnih odločevalcev, preventivo, ki smo se vsi že dobro navadili,
Dodali bi le še, da smo se pri možnosti, če bi mi odločali, kako se bomo spopadli s pandemijo, ujeli, da ni lahko sprejemati odločitev za množice. Predlagana rešitev je tudi velika odgovornost, za katero je treba stati in jo seveda znati utemeljiti. Ko predlagaš rešitev, zelo hitro narediš tudi na kritike, ni se preprosto odločati. Zato, če bi mi odločali, kako se spopasti s pandemijo, bi rešitev poiskali zgolj s pomočjo zdravstvene stroke, saj je pandemija COVID-19 zdravstvena zadeva. Zaupali bi strokovnjakom zdravstvenega področja, ne glede na to, da se tudi ti kdaj razhajajo v mnenjih. Vedeti pa moramo, da smo v tej zgodbi skupaj in skupaj lahko naredimo veliko. Vendar le s strpnostjo in zaupanjem, čeprav priznamo, da nam obojega že zmanjkuje. Najlepša hvala za možnost predstavitve. Hvala lepa, Tamara, za zelo razdelane predloge in za neko super pozitivno noto o strpnosti, solidarnosti in preventivi. Hvala lepa za vašo predstavitev. Naslednjo vabim k predstavitvi vaših predlogov za spopadanje s pandemijo Srednjo šolo Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice. Izvolite. Ja, najlepša hvala za vašo besedo. Vse lepo pozdravljam v imenu Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Sem Damjana in skupaj z Aljo vam bomo predstavile naše predloge. Države po svetu se še vedno borijo s pandemijo koronavirusa in doživljajo tako vzpone kot padce, delo pa otežujejo tudi pogoste mutacije virusa. Čimprejšnjo obnovo gospodarstva in predvsem odkrepitev zdravstvenega sistema sta primarni nalogi vseh držav, prav tako pa tudi Evropske unije. Zdaj ne trpita pa samo gospodarstvo in zdravstvo. Zelo prizadeto je bilo tudi šolstvo, predvsem šolanjem od doma. Na srečo smo se septembra ob upoštevanju navodil NIJZ lahko vrnili nazaj v šolske klopi, vendar je naše znanje bistveno slabše od starejših generacij. Veliko dijakov ima slabe ali pa sploh nimajo delovnih navad in so v zelo hudem zaostanku. Menimo, da bi morali na šolah organizirati kakšne dodatne ure pomoči, inštrukcije, ki bi jih lahko na primer izvajali dijaki oziroma študentje višjih letnikov. Včasih je lažje razumeti določen osnov, če ti jo razloži nekdo tvoje starosti, kot pa profesorji, ki pričakujejo njim zadostno stopnjo znanja. To bi močno pomagalo tudi maturantom in seveda dijakom oziroma učencem z učnimi težavami. Problem, s katerim se soočajo prav vse generacije, ki so bile v času svojega srednješolskega šolanja določeno obdobje v karanteni, je neznanje, ki ga lahko šole in profesorji rešujejo z bolj nadzorovanim poukom. Profesor mora biti prepričan, da so vsi razumeli razlago in šele nato nadaljevati s snovjo, saj ni efekta priori, če snov razumejo, zasledi le kopica dijakov. Naloge bi morali preverjati pogosto, da bi jih dijaki lahko sproti reševali, kar pa se tiče napovedanih ocenjevanj, bi jih morali po našem mnenju zmanjšati, saj pripomorejo k nedelu in nesprotnemu učenju. Pozdravljeni, sem Alja in bom tudi jaz dodala nekaj ukrepov, ki smo jih predstavili pri Srednji šoli Josipa Jurčiča. Zadnja generacija maturantov je imela prilagoditve pri maturi, kar pa za mlajše generacije ni bilo mišljeno. Vendar, kot smo že poudarili, je karantena vplivala na prav vse generacije, ki so četudi le z eno nogo stopile v srednješolsko izobraževanje in močno nazadovale v znanju. Iz tega razloga se nam zdi smiselno priporočiti prilagoditve mature tudi poznejšim generacijam, na katere je imela karantena močan vpliv, sploh zaradi predolge dobe karantene, 4 mesece, kar je bila najdaljša v Evropski uniji. Drugo sporno dejstvo, ki smo ga prav tako razvili v času pandemije, pa je dilema cepiti in ne cepiti. Naša država je močno razdeljena glede podpore cepljenja in omahovanju izvedbe le-tega. Med mladimi, tako kot med starejšimi prebivalci, je naraslo močno nezaupanje vladi Republike Slovenije. Uvedbe in ukrepi na področju zdravstva in prevencije okužb so bili vprašljivi. Mnogo ljudi se je cepilo le zato, da bi si omogočili prost prehod po trgovinah in svetu. Mnogi ukrepi so bili sporni, recimo policijska ura in zaprtje občin za čas pandemije, vendar sprostitev le-teh v času božiča in novoletnih praznikov. To je množično vznemirilo prebivalstvo, zaradi česar so se izvajali protesti v centru Ljubljane, ki pa jih je država premočno in surovo zaustavljala. Menimo, da bi morali politiki iz različnih strank stopiti skupaj, kar se tiče pandemije, in si pomagati pri omejevanju le-te. Vsaka stran bi lahko veliko prispevala, razdvojenost pa bi se omejila tudi pri ljudeh. Hvala.
Najlepša hvala, Alja in Damjana, za vaše predloge, da ste razmišljali o področju šolstva, ki zelo pomembno vpliva tudi na uspešnost vašega izobraževanja, in pa seveda, da ste izpostavili čim manj razdvojenosti, kar si tudi vsi želimo. In gremo še na našo zadnjo, zato nič manj pomembno predstavitev. K besedi vabim Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje. Izvolite, se veselimo, da slišimo vaše predloge. Pozdravljeni, sva dijakinje Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje, Ana in Zarja. Predstavljala vam bomo naš pogled na spopadanje mladih s pandemijo, ki žal še vedno traja. Kot veste, je COVID-19 zadnji dobri 2 leti glavna tema pogovora, novic, sporočil in podobno. Vsak teden prihajajo novi ukrepi, nova pravila, kar je za vse prebivalce Slovenije, sploh pa za nas mlade, dijake, učence, študente, zelo naporno. Najprej smo se morali spopasti s šolo na daljavo, ki je trajala kar nekaj časa. Kasneje so se uvedli nekaj šole na daljavo in normalno šolanje, kar je predstavljalo še večje težave. Sedaj pa smo na stopnji, kjer vsi obiskujemo šolo, a se hkrati moramo testirati ter hoditi v karantene zaradi okužb. Šola na daljavo je prineslo obilo različnih težav, za katere mogoče pred pandemijo sploh vedeli nismo, sploh če nisi tehnični tip človeka. Šolanje od doma je bilo stresno, ker nismo bili vajeni celodnevnega gledanja v ekran, imeli smo pa težave z delovanjem računalnikom in internetno povezavo. Posledično smo imeli težave z učenjem, domačimi nalogami, testi, spraševanji in podobno. Ko smo bili doma, smo bili prepuščeni sami sebi, oddaljeni od svojih vrstnikov, strokovne pomoči delavcev šole, nismo pa bili skoncentrirani, manjkala nam je razlaga snovi v živo. Takrat je veljalo pravilo, da se ne smemo družiti. Tudi to je posililo na nekatere hude posledice. Če dijak izhaja iz neurejenega, morda celo nasilnega doma, je bilo delo na daljavo še posebej stresno. Ko smo začeli prihajati nazaj v šole, se je stanje precej spremenilo. Če ga primerjamo s stanjem pred pojavom covida. V času dela od doma se je pri nekaterih še poglobil egoizem. Bonton in komunikacija ljudi se je zelo spremenila na slabše in dolgo smo rabili, da smo se zopet navadili na šolski sistem, ki pa je bil precej spremenjen. Recimo obvezne maske, razkuževanje, testiranje. Nato pa še ogromno število ocen, spraševanj ter testov. Glede na to, da smo mladi oziroma smo v takšnih letih, ko bi se radi zabavili in družili z vrstniki ter spoznavali svet, smo bili za marsikaj prikrajšani. Veliko nam je bilo vzeto, vsaj za ta čas. Prikrajšani smo bili za balete, maturantske plese, izlete, ekskurzije, kar je bilo zelo žalostno. Bili smo pod velikim stresom, najstniki so padali v depresije, imeli želje po samomoru, se spopadali z anoreksijo in bulimijo, veliko je bilo tudi nasilja v družini. Na srečo se v času pandemije najdejo tudi dobre stvari. Zdi se nam, da je lahko vsak posameznik spoznal sam sebe in se zbližal s svojimi bližnjimi. Ko smo začeli na daljavo, smo se lahko razporedili čas, kot smo si ga želeli, in s tem bili bolj sproščeni. Uredili smo stvari, za katere si prej nismo vzeli časa. Naši predlogi za lažje spopadanje so najprej, da ostanemo sočutni, strpni, da še vedno ohranimo prijaznost in spoštovanje do sočloveka. Moramo spoštovati različna mnenja, hkrati pa se moramo tudi truditi informacije ločiti na ustrezne in napačne. V času pandemije so se pojavile različne informacije o samem virusu ter o cepivih in pri tem je bilo treba biti zelo previden. Vseh pogledih tukaj pa še posebno na socialnih omrežjih ne podpiramo nasilja, sploh besednega, ki so ga začeli širiti starejši, torej tisti, ki bi nam morali biti za vzgled. Glede različnih mnenj v zvezi z ukrepi je prav, da včasih ne zadržimo zase in se zgolj držimo predpisanih ukrepov. Žal se vsi zavedamo, da stanje v državi ni najboljše, saj je ljudstvo razdelilo na 2 skupini, torej na cepljene in necepljene, kar zelo močno vpliva na družbo. V takšni situaciji, ki jo imamo sedaj, bi morali ljudje biti kot eno, ne pa razdvojeni na 2 skupini. Upoštevamo ukrepe in pravila, sledimo navodilom vlade, ne vključujemo oblasti v zdravstvo, zato da ljudje ne bomo dvomili v njihovo delo. Stroka mora biti prva, ker so ljudje izobraženi na tistem področju ter seznanjeni z vsemi strokovnimi dejstvi, ker se z njimi srečujejo vsak dan. Stroka oziroma strokovnjaki iz zdravstva ponujajo veliko spletnih strani, telefonskih pogovorov, kjer strokovno odgovorijo na vprašanja, ki nas zanimajo glede COVID-19. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vama, da sta zaključili te predstavitve današnje na neki pozitivni noti, da sta omenili sočutje, strpnost in prijaznost ter spoštovanje do sočloveka, tako da mislim, da zaključujemo s predlogi v enem dobrem počutju in predajam besedo vam, gospa evropska poslanka, za vaš komentar predlogov, ki smo jih slišali. Ja, najprej res zelo, zelo zanimivo in moram reči, da je tale skupina mladih ljudi, ki ste tukaj, pravzaprav nekako odsev tistega, kar je tudi sicer v družbi.
najbrž se tudi sami razlikujete po tem, kako bi vi ravnali. Nekateri mislite, da so bili ukrepi vlade pravi, drugi mislite, da niso bili pravi. Nekateri ste za obvezno cepljenje, nekateri niste za obvezno cepljenje. Nekateri ste se bolje spopadali z delom od doma, to, da niste mogli iti v šolo, ste s svojimi delovnimi navadami lahko normalno sledili snovi, drugi niste mogli in je to težava. Nekateri nimate nobenih mentalnih težav, psiholoških težav, drugih pa imajo. Tako da res, tako kot je rekla Tamara, bom ponovila njen stavek, ker sem si ga tukaj zapisala. Če gledam z vidika odločevalca, ni lahko sprejemati odločitve za množice, ker množica je seveda pisana druščina ljudi z različnimi vrednotami, različnimi navadami, različnimi pogledi na svet. Pa vendarle vsi skupaj živimo v eni državi, v eni Sloveniji, v eni Evropski uniji in vsi skupaj se spopadamo, bom rekla tukaj, ker govorimo o covidu in zdravstveni krizi, z enim sovražnikom. Tukaj bi morali, ker imamo tega enega sovražnika, resnično nastopiti bolj povezano, bolj skupaj. Ampak od teh, bi rekla, visoko zvenečih in letečih besed, s katerimi se najbrž vsi strinjate, saj ste vsi poudarjali, da moramo biti sočutni, da moramo biti enotni, da moramo biti povezani, pa sledijo naprej seveda konkretni ukrepi in konkretna dejanja. Zelo lepo bi bilo, jaz se globoko strinjam z vami, večkrat sem to poudarjala, tudi tukaj v Evropskem parlamentu, ja, ukrepi na ravni Evropske unije bi morali biti enaki. Nekdo je omenil, mislim, da je bil to Kemal, takoj na začetku, da bi morali za to uporabiti zgled tiste države, ki so bile najbolj uspešne pri spopadanju s krizo. Ampak najbrž bi se že tukaj začela drugačna mnenja, katere pa so bile tiste države, ki so bile najbolj uspešne. A bi se mi recimo v Sloveniji strinjali za ukrepi, kakršne so imeli v Avstriji, kjer imajo oziroma so uvedli obvezno cepljenje? Najbrž nekateri bi se, nekateri pa tudi ne. Zato, recimo, ker vemo, slovenska vlada ve, da tukaj obstaja velika razdvojenost, obveznega cepljenja v Sloveniji nismo uvedli, smo pa seveda ves čas pozivali na odgovornost ljudi in še vedno spodbujali to, da je seveda cepljenje tisto, ki je najbolj pomembno pri spopadanju s krizo. Tako da res mnenja so različna in v teh različnih mnenjih, v tej skupini drugače mislečih ljudi, ki pa vendarle se borijo z istimi problemi, je treba najti najboljšo rešitev. To res pogosto oziroma to nikoli ni lahko. Ampak kot rečeno, verjamem, vem, prepričana sem, ker poznam tudi situacijo v drugih državah, da se je Slovenija relativno uspešno spopadla z krizo, ne samo na gospodarskem področju, kjer smo bili res med najboljšimi, tudi na zdravstvenem področju. Glejte, naš zdravstveni sistem trpi že dolga leta. To ni od včeraj, to ni od začetka krize. Težave z našim zdravstvenim sistemom, z njegovo organizacijo predvsem, imamo desetletja. Premalo zdravnikov, premalo osebja, slabo plačani ljudje. Enako velja za šolstvo, kjer se nismo najboljše znašli. Nekateri učitelji so podpirali testiranje v šoli, drugi so bili proti temu. Tako da tukaj smo imeli kar precej težav, kakšna naj bodo ta enotna pravila. Jaz se bojim, da zaradi tega ne moremo vpeljati nekih enotnih pravil na Evropski uniji, saj vendarle imamo težave z vpeljavo enotnih pravil v Sloveniji. Ampak veseli pa me, pa da s tem zaključim, tukaj v Bruslju ali pa zdaj trenutno sem v Strasbourgu, kjer se pogovarjamo s kolegi, veje nek optimizem. Smo zadovoljni z solidarnostjo, ki ga je pokazala Evropska unija.
ne moremo doseči poenotenja ukrepov v vseh državah, pa čeprav bi bilo to najbolj smiselno, ampak enostavno ni dovolj enotnosti, da bi lahko kaj takega, nek ukaz, ki bi prišel iz Bruslja, zapovedali vsem državam. Ampak optimizem ostaja. Zato mi je všeč in pozdravljam in mi je res super, da ste vsi poudarjali, da moramo biti sočutni, da moramo biti solidarni, da moramo paziti na druge, da moramo, ne nazadnje tega niste rekli, ampak mogoče jaz lahko zaključim s tem, še eno malce zdržati, pa pridemo ven iz tega. Glejte, ta zdravstvena kriza je res nezaznamovala Slovenijo. Včasih se obnašamo tako, kot da smo samo v Sloveniji ste bili učenci doma, bili so tudi drugje. Daleč od tega, da bi bile v Sloveniji šole zaprte najdlje, v drugih državah so bile zaprte še dlje. Tako da to je naš skupni, resnično skupni problem, ki smo ga reševali, kot smo ga, ampak se končuje. In s tem jaz upam, da enkrat proti poletju bomo se tega virusa spominjali samo še nazaj, bo ostal med nami, prav gotovo bo in ta virus in njegove mutacije, govorijo se že o drugih, ampak Evropska unija je sprejela veliko ukrepov, predvsem za krepitev zdravstvenega dela, več denarja za raziskave, za razvoj, za večjo odpornost, če bi še kdaj prišlo do takšne krize, da smo bolj pripravljeni na to in da bodo države prej dobile pomoč. Tako da optimizem ostaja, s tem virusom smo prišli nekako na njegov konec, živeli bomo z njim, ampak to življenje bo bolj normalno. Tako da s tem optimizmom jaz zaključujem, vas lepo pozdravljam, če je še kakšna pripomba, lahko mi tudi pišete, moj mail je javno objavljen, je odprt, odgovarjam na vprašanja. Jaz se v nadaljevanju veselim tudi tega, da bom lahko v svoji pisarni spet gostila moje stažiste. V prejšnjem mandatu sem bila poslanka, ki je imela največ stažistov na delu, na obisku Bruslja, na obisku parlamenta. Mesec za mesecem so se menjavali mladi ljudje, ki so prišli nabirati izkušnje, ki so prišli pogledati, kako deluje Evropski parlament. Tega ne morem več početi, ker imamo prepoved takšnega načina delovanja. Tudi mi več ali manj, tudi zdaj smo nadaljavo, glasujemo nadaljavo, delamo nadaljavo. Verjemite mi, vsi imamo tega čez glavo, ampak je pa tudi malce stvar discipline in odgovornosti, kako si uspeš organizirati svoj delovni čas. Tako da ostanite dobro, ostanite zdravi, pomlad prihaja, poletje prihaja in konec virusa tudi. Najlepša hvala, evropska poslanka, gospa Tomc, za ta pozitivni zaključek. Mislim, da se vsi strinjamo in upamo, da bo poleti res pandemija le še spomin. Hvala vsem za današnje sodelovanje, hvala vam, dijaki, da ste pripravili predloge, hvala za vaše ideje, učiteljem hvala za vaše mentoriranje in seveda vam, evropska poslanka, najlepša hvala za sodelovanje in komentarje. Tiste predstavitve, ki jih danes niste, oziroma tiste ukrepe, ki jih danes šole niste predstavile, bomo skupaj s tudi predstavljenimi poslali evropski poslanki, tako da bo imela celoten nabor. Še enkrat se vam opravičujem, da smo malo združevali skupine, da smo prišli pravočasno skozi. Res pa hvala, da ste razmišljali o tej temi, ki že kar nekaj časa sooblikuje naša življenja, in hvala, da ste aktivni državljani. Ne pozabiti tistih predlogov, oziroma vseh, ampak še posebej tistih, ki se nanašajo na Evropsko unijo, pa skupne ukrepe in pogoje, ki ste jih zelo poudarjali, vnesti na platformo konference o prihodnosti Evrope, da s tem dosežete širši doseg, da dosežete morda, da bodo ti predlogi obravnavani tudi na plenarnih zasedanjih konference, kjer so prisotni odločevalci vseh ravni, evropske, nacionalne, lokalne. Tako da, kot rečeno, vedno, če rabite pomoč pri vpisovanju predlogov na platformo, dajte nas kontaktirati. Zdaj pa samo še zadnja prošnja, kot vedno, preden dam poslanki mogoče še zadnjo besedo za zaključni pozdrav, skupinska fotografija.
Zmeraj jo naredimo, tudi danes bi radi imeli en spomin na to današnje druženje, kjer smo imeli precej te, bi rekla, pozitivne energije in pozitivnega upanja za prihodnost, tako da je prav, da imamo tudi en spominček. Vas bom prosila, da tisti, ki ste za, priklopite kamere, Jan pa nam bo sporočil, ko bo fotografijo naredil in smo s tem zaključili. Dam še sekunda. Eto, takole smo. Evo, nas je obvestila Maja. Hvala, Maja, za fotografijo in hvala tudi vsem ostalim, da nam ostane ta lep spomin. Gospa poslanka, vem, da ste prej že zaključili super pozitivno, če je še kakšna kratka zadeva ali pa zaključni pozdrav. Lepo vas samo pozdravljam. Upam, da se kdaj v živo vidimo, resnično vrata v Bruslju, v parlamentu bodo spet odprta, pridite kdaj na obisk, organiziramo tudi obiske skupin, tako sofinancirane seveda, tako da res lepo vabljeni. Zdaj pa vas zapuščam, ker se mi je pred 5 minutami že začel en drug sestanek in hitim, da zvem, kaj se pomembnega dogaja in kakšne bodo naše odločitve tudi v drugih temah, ne samo zdaj več toliko ni prevladujoč COVID. Trenutno recimo se pogovarjamo zelo, zelo veliko o veliki krizi, ki se nam dogaja na ukrajinski meji. To so pomembne stvari in moram reči, da tukaj velja velika zaskrbljenost, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. Hvala lepa še enkrat. Najlepša hvala. Lep pozdrav, srečno. Hvala tudi vam še enkrat, dijaki in učitelji, in mi se vidimo naslednjič šele čez en mesec. Zdaj vemo, da sledijo vaše počitnice, tako da hvala, da ste sodelovali do sedaj. Spočijte si v tem mesecu do našega naslednjega druženja, ki bo 16. marca. Z nami bo evropski poslanec dr. Milan Zver, govorili pa bomo o zaposlovanju mladih, še eni temi, ki je izredno pomembna prav za vas. Tako da do takrat se spočijte, uživajte, opravite dobro vse obveznosti, ki jih imate, in se vidimo 16.3. Nasvidenje in lep pozdrav. Nasvidenje.